Pozdravljeni. Sezona 2021 svetovnega prvenstva Formule 1 se bliža koncu. In kot običajno lahko na raznih virih beremo pričakovane špekulacije. Marsikomu izmed vas je verjetno znano, da sam osebno tako imenovane napovedi prihodnosti z uporabo statistike ne cenim kot neko relevantno dejstvo in da se bomo malce bolje razumeli. Mnogokrat ste verjetno zasledili ali slišali teorije, kot je naslednja. Na določeni veliki nagradi smo v preteklosti videli zmagovalce, ki so prišli samo iz prve ali prvih dveh štartnih vrst. In avtor to navaja, kot da se bo tudi na sedanji veliki nagradi zgodovina po njegovem ponovila. A za tako trditev nima nobene osnove. Kot še bolj banalna teorija. Namreč svetovni prvak je zmeraj postal tisti, ki je zmagal določeno veliko nagrado. In zopet smo v tistem svetu teorij in izkrivljenih statistik, ki po mojem osebnem mnenju nimajo nobene teže. Namreč Formula 1 je lepa, ker je nepredvidljiva. In ukolikor bi lahko nekdo določil svetovnega prvaka glede podatkov iz preteklosti, bi bilo pravzaprav brez veze sploh izvesti določene velike nagrade. Prešteli bi pretekle rezultate in določili svetovnega prvaka vnaprej. In seveda, ker gre za, po mojem mnenju, čisto prazno besedičenje, menim, da mnogi avtorji se ga poslužujejo v trenutku, ko dobesedno nimajo kaj bolj pametnega za povedati. Sedaj, 2 dirki pred koncem svetovnega prvenstva, bomo vsi brali o tem, kakšne so matematične možnosti, da zmaga en in da zmaga drugi. Tudi o tem smo verjetno že marsikdaj slišali in mnogi izmed nas, in jaz sem med prvimi, dobesedno sovražimo tiste izračune, ki pravijo mogoče variante, ampak čisto neverjetne. Naprimer, vodilni v svetovnem prvenstvu bi moral do konca sezone odstopiti prav na vseh dirkah, njegov zasledovalec pa te dirke zmagati, da bi na koncu prevladal. Kot sem povedal, možno, ampak izjemno malo verjetno. Tokrat bi rad vašo pozornost usmeril na nekaj. Namreč, pred nami so še 2 dirki, torej 52 točk je na razpolago. A menite, da je dopustno, da na uradnem računu na Twitterju Formule 1 vidimo tako tabelo? Kak rezultat mora doseči Max Verstappen, da bo postal prvak v tej predzadnji dirki? In seveda, poleg njega stolpec z rezultati Lewisa Hamiltona, da se bo to uresničilo. Kolikokrat smo slišali zgodbo o tem, da si želimo boj za naslov svetovnega prvaka do zadnje dirke, dobesedno do zadnjega ovinka. Kar naenkrat na uradni strani dobimo to dobesedno reklamo, zato da bi se boj končal dobesedno prej. In marsikdo, ki Formulo 1 nekako spremlja bolj bežno, bo lahko tudi temu nasedel. Namreč, kolikor pogledamo sezono 2021, bomo videli, da rezultat, ki si ga želijo pri Formuli 1, se je zgodil letos samo na veliki nagradi Monaka. Da ne boste mislili, izbor besed v prejšnjem stavku je bil nameren. Namreč dobivam občutek,
občutek, da si pri Formuli 1 dobesedno želijo določenega rezultata. Namreč pričakoval bi, da vkolikor so objavili tako tabelo, da bi po drugi strani objavili tudi tabelo rezultatov, ki jih mora doseči Lewis Hamilton, da bo postal svetovni prvak. Namreč on je tisti na drugem mestu, Lewis Hamilton je tisti, ki lovi Maxa Verstappena. Max brani svojo prednost. A ne, v tem ni ne duha, ne sluha. Zanimivo je, da sem v nekem drugem viru zasledil nekaj, kar mislim, da bi marsikaterega pravega ljubitelja in navdušenca Formule 1 zgrozilo. Namreč, če se na naslednji dirki Formule 1, veliki nagradi Saudske Arabije, ponovi rezultat iz Katarja, torej, če Lewis Hamilton zmaga in je Max Verstappen drugi, bosta pred zadnjo dirko poravnana. S tem, da bo imel Max Verstappen zmago več. In takrat avtor pride na dan z zanimivo teorijo. Torej, če se zgodi ta scenarij, lahko tudi na zadnji dirki trčita Max in Lewis, odstopita in prvak bo vseeno Max. Kot da si celoten svet Formule 1 želi, da bo Max Verstappen postal svetovni prvak in Lewis Hamilton končno poražen, pa ne glede na to, kako se bo ta rezultat dosegel. Sam sem ljubitelj Formule 1 in ne navijam ne za enega in ne za drugega. Želel bi si, da bi postal svetovni prvak nekdo, ki bo zmagal tisto dirko. Da se ne bodo posluževali nekih aritmetičnih metod. Bog ne daj trkov. Namreč mnogokrat pozabimo, kaj pomeni biti športen. In bistvo, ki ga marsikdaj tudi pozabljamo, je to, da v Formuli 1 zmaguje tisti, ki je hočeš, nočeš hitrejši. In ukolikor si nekdo želi zmagati, bi bilo bolje, da bi se potrudil biti hitrejši in ne bi poizkusil, naprimer, uporabljati takih nešportnih metod, kot je izrivanje ali nekako biti povzročitelj določenega trka, ki bi oba konkurenta spravil s proge. Mnogi navdušenci se bodo lahko spomnili primerov iz preteklosti in nekateri so celo citirani kot nek odraz določenega obdobja. Dvojni trk med Ayrtonom Senno ter Alainem Prostom v Suzuki na koncu 80. let prejšnjega stoletja. A to v današnji Formuli 1 nima prostora, ne sodi v današnji čas. In tisti, ki propagirajo takšne in drugačne teorije, verjetno v danem trenutku nimajo nobenih argumentov in verjetno tudi ne nobenih idej, kaj drugega napisati. Želijo si pozornosti, ampak nimajo vsebin, s katerimi bi jo pritegnili. Zato se tudi poslužijo takih, po mojem osebnem mnenju, nizkotnih prijemov, da določene navijače nekako pritegnejo. Upam, da gledalci tega posnetka se tega zavedate in verjetno opozorite take avtorje, da pač to ni Formula 1. Čeprav je bila tabela objavljena na viru, ki ga upravlja Formula 1. In to je zaskrbljujoče. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.